N1 podcast s Suzano Lovec. Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, to je N1 podcast, tokrat o beguncih. Dr. Samo Bardutzky, predstojnik katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti, tudi urednik knjige Uvod v pravo migracij in mednarodne zaščite, ki je izšla pred kratkim. Živijo. Zdravo. Zana Fabijan Blažič, aktivistka gibanja Ambasada Rok, sicer pa tudi etnologinja in kulturna antropologinja. Živijo. Živijo. In pa Uroš Škerl-Kramberger, novinar časnika Dnevnik, ki redno in res sistematično spremlja begunsko problematiko. Živijo, Uroš. Živijo. Začnimo na koncu pri aktualnem. Kako komentirate zadnjo potezo Golobove vlade, ki se zdaj očitno strinja z Janševo vlado, da so sporne določbe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti, če posplošim, da so okej? Torej, to vladno mnenje je v preteklih dneh negativno presenetilo predsednico države, ki se je odzvala za N1. Prav tako je varuh človekovih pravic zelo kritičen. Samo ti si ustavni pravnik, kakšen je tvoj komentar ob tem? Ne vem, če je še kak zakon poskrbel za toliko zanimivih twistov kot tale. Zdaj, če sam pogledamo recimo koalicijskega partnerja Socialdemokrate, je to stranka, ki je v Cerarjevi koaliciji najprej izglasovala ta prvi zakon, ki je bil tisti člen, ki je bil razveljavljen, a potem so bili zraven v prejšnjem mandatu, ko je končno prišlo do tega, da je nekdo vložil zahtevo na ustavno sodišče, zato ker se je varuh človekovih pravic, ki je vložil prvič, drugič pa ne, obotavljal in so potem šli na ustavno sodišče opozicijski poslanci. Zdaj pa v bistvu spet sedijo v vladi, ki nasprotuje, prereka zahtevo za oceno ustavnosti te iste rešitve. Jaz rečem te iste rešitve, zato ker sem v bistvu dosti prepričan, da so to zelo kozmetični popravki od tistega, kar je bilo v tistem prvem razveljavljenem 10.a, 10.b členu. Spravi, vse, kar je ustavno sporno, bilo takrat, je v resnici še vedno tu. In tudi nočem zdaj nekako govoriti v imenu stroke, ampak moj občutek je, da se bi z mano strinjala kar večina nekako javnih pravnikov v Sloveniji, no? Ali pa tako ljudi iz mojega področja. Z malim disclaimerjem, tako moj občutek pač. Tako kot si rekel, sedanji ministri, recimo Luka Mesec, Marjan Šarec, Matjaž Han, Alenka Bratušek so bili med 36 opozicijskimi poslanci, ki so v prejšnjem mandatu vložili zahtevo za oceno ustavnosti v času Janševe vlade sprejetih sprememb zakona o tujcih in o mednarodni zaščiti. In prejšnji četrtek je vlada torej soglasno sklenila, da so ta določila skladna z ustavo. Nismo vedeli, o čem glasujemo, sicer priznava večina ministrov, ampak včeraj tukaj v tem studiu, tukaj zadaj, je pri Mihi Orešniku Helga Dobrin, državna sekretarka z Ministrstva za notranje zadeve, vztrajala. Ponovno je zatrdila, da ministrstvo stoji za tem mnenjem, ki je šlo na vlado in ki ga je vlada potrdila, da vztrajajo pri dosedanjih navedbah, trdijo, da tudi niso skrili tega mnenja medvladna gradiva in trdijo, da je tudi povečano število nedovoljenih vstopov v državo letos samo eden od razlogov, je rekla, za takšno mnenje MNZ-ja. Ponovili so tudi to, da bo itak na koncu odločilo ustavno sodišče. Tako da, Zana, kaj ti pričakuješ zdaj od vlade kot aktivistka? Ja, pričakujem predvsem od ministrov, ki so rekli, da so glasovali zato, ker niso vedeli, kaj podpisujejo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da škodo popravijo. Drugače sama poteza MNZ me ne preseneča, ker MNZ je MNZ ne glede na katero vlado, to je država v državi, tako da to me sploh ne preseneča, kljub velikim obljubam o spremembi migracijske politike. Vidimo, da iz vlade v vlado, ne glede na to, kdo je na oblasti, grejo zakoni o tujcih in mednarodni zaščiti v čedalje bolj restriktivno smer. Tako da zdaj pa je res na teh poslancih, ki so kot opozicijski poslanci podpisali predlog ustavne presoje, zdaj pa so podpisali mnenje, da to je ustavno in se vlečejo ven iz tega, da niso vedeli, na njih, da popravijo in da stojijo za svojim stališčem, če to je res njihovo stališče. Uroš, kaj si ti mislil, ko si na dnevnem redu seje vlade ugotovil, kaj je bilo na njej, ko si v bistvu poročal o tem, kakšna je tvoja prva reakcija? Ja, v resnici
to videl, se pravi, dnevni red je objavljen en dan prej. Ne? Tako da jaz sem videl, da bo ta točka na dnevnem redu, ampak gradiva se pa ni dal najti v tistem vladnem gradivu, ki je sicer zelo pogosto objavljeno, ali pa velika večina gradiva je objavljenega. Ne? Tega pa niso objavili in pa sem takoj pisal MNZ, se pravi, še pred sejo vlade, prosim, pošljite gradivo in niso nič odgovorili. Še par dni potem, ko je že seja vlade bila končana. Šele potem so rekli, da zaenkrat ne bodo razkrili gradiva, ampak da bodo pač to obravnavali po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. In tako. Nisem pa, mislim, tako, za nama prav, ne, od MNZ smo lahko pričakovali samo to, ne, da so pač potrdili ta dva sporna člena, ker je to res njihovo stališče, kot nastopajo kot represivno ministrstvo. Vseeno pa je vlada kolektivni organ, ni samo MNZ, ne, in bi res pričakoval tako intuitivno človek, da vsaj te iz Levice pa SD, da bodo to zavrnili, ne, in da se bodo morali pol kot vlada nekako zmeniti, kaj ćemo zdaj narediti. Po je pa prišlo sporočilo za javnost, tisti dan, ko je bila seja vlade, da so pa potrdili, se pravi, da sta ta dva člena skladna z ustavo. Tam pa sem bil vseeno šokiran, res zato, ker je to že toliko dolga zgodba in tudi zato, ker je nazadnje Janševa vlada to potrdila in te, ki so pa zdaj na oblasti, so pa rekli tudi, da bodo spremenili migracijsko politiko, da ne bodo tako zavračali pač, ali pa se pravi, ne vem, teptali človekovih pravic in tako naprej. Tako da v nekem smislu sem bil vseeno razočaran, ne, mislim, težko je zdaj reči kot novinar, ne, neko pričakovanje imaš, no, sej, ne, tle se malo prepleta, kaj pričakuješ, pa pol kaj, ne, mogoče razočaranje ni čisto prava beseda. Je bil kar what the fuck moment, ne? Ja, no, lej, ja, tako da sem pol tudi eni od pravnic, ki se ukvarjajo s tem področjem, poslal to in je tudi ona rekla, kako je pa to sploh mogoče, in pa smo začeli preiskovati to in se je izkazalo, da ministri niso vedeli, o čem glasujejo. Ne, to pa, ne, pa se to se, lahko še tudi to malo razložimo, če treba, kako je do tega prišlo. Lahko, seveda. Ja, čisto na kratko. Gradivo gre najprej v načeloma, ko ga MNZ pripravi, v medresorsko usklajevanje, no v tem primeru niso dali tega v medresorsko usklajevanje. Nobeno drugo ministrstvo uradno ni tega prej dobilo. Poslali so samo službi vlade za zakonodajo, kar je en pač tam intern organ znotraj vlade, in potem so dali to na odbor za notranje zadeve, in tam je šlo na eno čist zadnje mesto v seznamu gradiv, tako da ga res očitno pač ni noben opazil, no, se to so pol tudi priznali. Razen ti. Ne, ker se ga, ne, na tem odboru ne. Nisem si odpazil, da je to napad. Da pa je točka. Tako. To sem, mislim, po mojem nisem edini, da sem opazil. No, jaz sem sam edini mogoče vprašal ministrstvo, kaj pa zdaj s tem. Ne. Potem pa je šlo čez ta odbor, se pravi gladko, brez vprašanj, sploh noben ni vedel, da je ta točka dol, pa je šlo na glavno sejo vlade, spet ni noben vedel, da je ta točka gor, ker je to pač na eni listi, kjer se menda v paketu glasuje, ne. Pol naknadno se je izkazalo, da po vsebini ta točka ne bi smela biti v tej paketni listi, da je to tipično točka mnenje za ustavno sodišče, kjer bi morala neka razprava potekati. Recimo pri zakonu o RTV, če se prav spomnim, to ste pa vi pogledali na N1, je recimo bila na listi B, ne na listi A, se pravi na tisti vsebinski listi, recimo. Ne. Verjetno zato, ker ni bila medresorsko usklajena, ne? Mogoče, ja. Medresorsko usklajevanje je nek mehanizem, da v bistvu si res predstavljaš, da vsi ministri ne morejo vsega prebrati. Vse to je dosti logično. Ja. Sploh če, mogoče zdaj julija bi še šlo, ampak v kakih res unih težkih mesecih. Ampak vse zato imaš v bistvu te mehanizme neke interne kontrole. Ne? In zdaj v redu pa lahko rečeš, te zadeve bomo paketno glasovali, ker so tako šle po ministrstvih, ker bi nekje zazvonili, ne, pač, če bi bilo. Tako da to je bilo verjetno malo hecno, ne. Ja. Sem še ta moment, zadnja res stvar. Niso pa tudi javno tega gradiva objavili, čeprav
večino gradiva objavili. Tle je en indic, da ta gospa Helga Dobrin je včeraj rekla, da niso skrivali. Ne? Res niso skrivali, ker so dali v interni sistem. Ampak rečemo, pred javnostjo so pa skrili in še zdaj skrivajo. Ne? In ti ne moreš tega gradiva dobiti razen od Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče pa je včeraj poslalo to gradivo, ker smo jih normalno vprašali, a lahko prosim pošljete, in so poslali. Ustavno sodišče ja, Ministrstvo za notranje zadeve ne. In Državni zbor tudi ne. Nevladniki so v pismu ministru Poklukarju poudarili, da je mnenje diametralno nasprotno koalicijskim zavezam vlade in da podpira enako rešitev, kot jo je predtem Ustavno sodišče že razveljavilo, kar nakazuje na načrtno neupoštevanje že sprejetih odločitev Ustavnega sodišča. Minister Poklukar pravi, da kot minister in tudi kot državljan in prebivalec vedno spoštuje zakonske predpise, da ne vlada, ne državni zbor nista pristojna za presojo ustavnosti zakonov, da je to naloga Ustavnega sodišča in da jo bo Ustavno sodišče tako kot vedno opravilo. In da bosta vlada in MNZ spoštovala odločitev. Zana, ti misliš, da bi moral minister odstopiti potem? Ja, absolutno. Ker to je bila ena od zavez. On se mora držati zavez vlade, tako kot je Uroš rekel, vlada je kolektivno telo. Tako da, glede na to, da ta vlada je bila izvoljena na podlagi tega, da je obljubljala, da bo ravnala popolnoma drugače na vseh področjih, ne samo na področju tujcev kot prejšnja vlada, bi mogla nekako uresničevati te svoje obljube. Zdaj leto kasneje vidimo, da v praksi temu ni tako, kar se najbolj plastično kot vedno prej izrisuje ravno na odnosu do tujcev. Tako da absolutno vidimo, da njihove namere niso bile zares iskrene oziroma se je to vmes pač spremenilo. MNZ se sklicuje na spremenjene razmere migracij, kar pač mislim, da niso tako ključno spremenjene, da bi dejansko upravičevale nekaj pač še povečano restriktivnost. Je pa zanimivo je gledati pač ta odnos do tujcev oziroma do migracij nasploh iz vlade v vlado, kako se to pač, ne bom rekla spreminja, ampak ohranja vse od tega begunskega vala, pač, kakor so ga imenovali leta 2015. Cerarjeva vlada je takrat postavila ograjo, zato da je ne bo Janša, torej mi moramo sprejeti te restriktivne ukrepe, zato da ne bomo doživeli porasta desnice, kar sicer se potem točno to je zgodilo in je bilo posledica, ne, če ti vlada sporoča s svojimi dejanji, da je treba državo zaščititi z ograjo, s tem ti sporočaš državljanom, da prihaja nekaj nevarnega, ljudeh se zbudi strah in potem tudi sovražno odreagirajo do te ideje nekih prišlekov, ki prihajajo v državo. Hkrati Cerarjeva vlada je tudi prva, ki je pač dala ta sporna člena v zakon, ki jih je potem Ustavno sodišče razveljavilo. Potem pod Šarcem so se začeli dogajati pushbacki, kar je sploh ena zgodovinska kršitev pač človekovih pravic sploh. Potem je recimo Janša ponovno dal, oziroma njegova vlada so ponovno ta dva sporna člena pač umestili v zakon in takrat je to naletelo na veliko ogorčenje neke civilne družbe, tudi kot vidimo ogorčenje v poslanskih vrstah, ki so potem šli v to ustavno pobudo. Zdaj pa, ko imamo Golobovo vlado, nekako kljub tem obljubam o spremembi migrantske politike, vidimo, da v bistvu vse najbolj sporne člene iz Janševega oziroma Hojsovega zakona o tujcih ohranjajo z nekakšno drugačno legitimacijo. Isto smo videli pri tem zahtevi po A1 za družinske člane ljudi, tujcev, ki živijo tukaj, kot pogoj, da se jim podaljša dovoljenje za bivanje. To je bila ena bolj spornih stvari, ki je prišla v zakon pod prejšnjo vlado. In namesto, da bi jo ta vlada odpravila kot popolnoma nehumano in nečloveško, jo je samo legitimirala z nekim izgovorom o potrebi po integraciji, ki stoji na popolnoma nobeni analizi, na popolnoma nobenih realnih kapacitetah, ki jih država ima po
integriranju teh ljudi na jezikovnem področju. Tako da zdaj pa vidimo, da se isto dogaja pri teh 2 spornih členih, da eni ministri trdijo, da še vedno stojijo za prejšnjim stališčem, dočim drugi že legitimirajo te svoje odločitve z spremenjenimi migrantskimi tokovi, z temi stvarmi, ki jih še vedno nočejo razkriti, in so skrivnostni okoli vseh teh razlogov, ki pač čisto kot nekdo iz terena, ki se vsak dan srečuje z to problematiko, pač lahko rečem, da ni nič tako zelo spremenjeno. Število nedovoljenih vstopov v Slovenijo se je povečalo, 20,000 nedovoljenih vstopov do konca junija, lani v enakem obdobju 7,000 nekaj, ampak včeraj je gospa Helga Dobrin rekla, da je to le eden od razlogov za takšno mnenje notranjega ministrstva. Je pa Katarina Bervar Strnad v minulih dneh, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, za NN povedala reči, da je zakon o tujcih zdaj ustavno skladen, ker je na področju migracij prišlo do povečanja prihodov, je tako, kot če bi rekli, da lahko ukinemo pravico do zdravstvenega varstva, ker je pač preveč ljudi zdaj potrebuje zdravnika. Samo bi se strinjal. Prav gotovo spremenjene okoliščine, spreminjajoče se okoliščine, ali kakorkoli temu reči, ne morejo biti zdaj razlog za to, da rečemo, ta zakon je pa zdaj kar naenkrat skladen z ustavo. V tisti prvi odločbi, se pravi tisto prvo verzijo 10a in 10b člena, je Ustavno sodišče reklo, v slovenski ustavi je določba o izrednem stanju, o možnosti suspenza človekovih pravic. Vemo, kakšni so pogoji, da se to uvede, vemo, kdo to razglasi. To se nikoli v slovenski ustavni zgodovini zadnjih 30 let ni zgodilo, niti v covidu ne. In kadar ni razglašeno izredno stanje in ni možen suspenz človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so pravila enaka. Nobenih umestnih, rahlo izrednih stanj ni. In tudi te raznorazne, to je pač ta v bistvu neki neologizmi, neki eufemizmi, neki kompleksne krize, ne vem, pač to ne more biti, to je takrat pa res bilo jasno Ustavno sodišče. Tercium non datur, ni tu tretje poti. Tu imaš ali pač normalno stanje, v katerem veljajo zate pravila, velja načelo sorazmernosti, veljajo pogoji, pod katerimi lahko omejuješ človekove pravice, tako kot pač to v ustavni demokraciji mora biti. In imaš izredno stanje, ko je ogrožen obstoj države, in takrat greš lahko pa korak dlje. Zdaj pomeni ob vseh velikih besedah o spoštovanju Ustavnega sodišča na vzlic, se bolj mal bere očitno to odločbo Ustavnega sodišča, ker retorika gre točno kontra tistemu, kar je takrat Ustavno sodišče reklo. Pri čemer se mi zdi mogoče smiselno dodati na tej točki, da je mogoče en tak sistemski tu v tem, kar slišimo trenutno z vlade, z MNZ-ja, problem. Reči, da vlada in državni zbor nista pristojna za presojo ustavnosti, je seveda popolnoma napačno. Vlada, državni zbor ne morata razveljaviti zakona, zato ker je neskladen z ustavo ali pa drugega predpisa, ampak ne samo, da sta pristojna za presojo ustavnosti, ampak sta obveznost, da vsakič znova, karkoli storita, se vprašata, če je to skladno z ustavo ali ne. Vsakič znova. In to je zdaj, jaz ne vem, to že toliko razmišljam v glavi, da se mi toliko vrtijo, da se mi zdi, skozi o tem govorim, ampak pač ni pa še očitno toliko zelo zasidrano v zavesti, da je odgovornost vsakega državnega organa, da ravna po ustavi. In to, kar slišimo zdaj, sej na koncu bo pa tako odločilo Ustavno sodišče, to je sprenevedanje, to je prelaganje odgovornosti, to je zato, če gledamo zadeve z vidika politike, popolnoma razumem, zato ker ti, to je Zana lepo opisala, ti pač si vedno kot neka ta centristična vlada tu nekje med dvema stoloma. Mal bi bil liberalen pa progresiven pa za človekove pravice, ampak obenem pa vidimo, nismo zdaj tega v Sloveniji izumili, se gledamo v zadnjih tednih, kaj počne Keir Starmer v Veliki Britaniji, obenem je pa fajn mal se šlepati na ta diskurs, ki je bistveno bolj restriktiven, bistveno bolj konzervativen, etatističen, nativističen, kakršenkoli pač že.
Zato, ker si vedno tu na varnem med obema stoloma in ti noben nič ne more učitati. In se mi zdi, da to je zdaj manever v to smer. In ta manever v bistvu samo še popolno zaokroži to, da reči, sej mi bomo sprejeli nekaj, kar bojo ljudje verjetno, kar ne, tisti, ki ne bojo popolnoma vzrojili, se jim bo zdaj lahko se ni tako hudo, tisti, ki tako navijajo za to, da se meje zaprejo, jim bo všeč. Pol, ko bo pa enkrat Ustavno sodišče reklo, kot smo vam že rekli, je to protiustavno, in bomo še enkrat rekli, da je to protiustavno, bojo pa tako rekli, ja, se zdaj pa mi smo hoteli, se Ustavno sodišče ne dovoli, da bi zavarovali mejo in tako naprej. Pri čemer moram reči, da v zadnjih izjavah, tudi to, kar je bilo včeraj na 1.1, je bil pa en zelo perfiden moment, ne? Ker se je slišalo, da se veste, ustavni sodniki tudi niso vedno istega mnenja. Ne? Ustavni sodniki tudi prihajajo novi. Ne? Tako da to je pa zanimiv, že skoraj mal ciničen moment, ki se jaz sprašujem, če si ga izvršna veja oblasti sploh sme, če si ga sploh lahko dovoli. Reče v bistvu, ja, mi pravzaprav zdaj čakamo, ne? Da bojo prišli tisti, ki se bolj strinjajo z našimi pozicijami, z našim razumevanjem ustave. Do takrat pač igramo neko tako igro s tem zavlačevanjem, pa zdaj smo dali pa mnenje, pa smo ga skrili, pa smo vložili zakon, pa smo potegnali ven, pa smo, ne. Ampak sej slej ko prej bo pa na Ustavnem sodišču taka zasedba, ki bo potrdila tisto, kar mi mislimo. Pri čemer, ne, je to eno od večjih stopenj strinjanja smo dosegli s tisto prvo odločitvijo o zakonu tujcih. 8-1, ne? Da samo en sodnik glasoval proti. In dal bi se skoraj tako razumeti, kar se našo izvršilno vejo oblasti, no, kar se pa tegale vprašanja skladnosti z ustavo tiče, pa pravzaprav mi čakamo, da se bo ta izrazita manjšina zdaj v naslednjih letih okrepila, se pravi, pričakujejo, da se bo kar konkretno spremenila sestava prepričanja, razumevanje ljudi, ki so na Ustavnem sodišču. To se mi zdi je pa tako, se mi zdi je malo tako šlo mimo v tistem pogovoru, tako malo med vrsticami izrečeno, ampak bi se resno vprašal na mestu vlade, ministrov vlade, če je to res tako, kako oni gledajo Ustavno sodišče. Uroš, žico na meji pa odstranjujejo. Ne? To je včeraj sekretarka ponovila, ne? Da tukaj grejo pa dalje. Je to še ena schizofrena poteza znotraj te migracijske politike te vlade? Kako jo vidiš? Ne vem, se pravi, res je, ja, sprejeli so odločitev za odstranitev žice in ograje. Žico je začela vojska odstranjevati že pred približno 1 letom, sicer bolj počas, kot smo spremljali prvega pol leta, pa nismo več spremljali, ker ne vemo točno, kako to poteka, pa tudi je šlo malo iz fokusa. Potem so pa še podjetje, ki je postavljalo ograjo, najeli pa še za podiranje, tako da, ja, verjetno ta zdaj dela potekajo. Čeprav čist mimogrede na Kolpi sem bil ravno zdaj, pa je še vedno tam. Ne? Ampak ne vem, ali je to zdaj schizofreno, ker morda so pa dobro namerno gledano, morda so pa res ugotovili, da ta ograja in žica nimata popolnoma nobenega smisla, ker dejansko ga nimata, se to vsi vemo. Ne? Sploh ne v taki obliki, to mogoče čisto kot disclaimer, ne. Če primerja, oni so začeli postavljati ograjo, zato ker je Madžarska s tem nekako povedla. Ne. Takrat je to bilo vse malo povezano, ne. Ampak tista prva ograja Madžarska je bila res podobna tej. Ampak če greste zdaj pogledati madžarsko ograjo, to je čist nekaj drugega. Tisto je res utrdba in tam čez je res težko prijeti. Da se, ampak je težko. Tole pa potem, to, kar je pri nas, je pa v bistvu norčevanje, no, ja, iz zdrave pameti. Tako da, na tvoje vprašanje, ne vem, če je to zdaj neskladno z, mogoče na simbolni ravni je neskladno, v resnici pa mislim, da je državna sekretarka včeraj prav povedala, ja, pa če jo bojo odstranili, ker imajo druge metode. Ne. Sej, verjetno je s tem ni izrekla, ne, ampak elektronski nadzor bojo uvedli namesto tega, se pravi droni, pa senzori, pa to gotovo je bolj učinkovito, če že. Ne, ja. Če gremo zdaj širše.
zato ker smo tukaj. Vi trije se vsi tri intenzivno ukvarjate z begunsko problematiko, vsak iz svojega delovnega področja. Kaj je iz vašega gledišča trenutno najbolj pereče v Sloveniji in kakšne bi mogle biti rešitve? Zana, mogoče ti najprej. Trenutno najbolj pereče je, da v vseh teh letih recimo že od začetka samostojne Slovenije, ampak tudi, če govorimo zdaj samo o teh zadnjih letih od 2015, ko so begunci postali aktualna tema, da vsem tem času ni nihče uspel razmisliti o sploh, povečanju nekih kapacitet, noben ni uspel razmisliti o tem, ali potrebujemo neko konkretno temeljno analizo, kaj migracije so, zakaj do njih prihaja, koliko ljudi prihaja, koliko jih lahko pričakujemo, koliko lahko pričakujemo, da bojo ostali tukaj, kako lahko mi te ljudi vključimo, sprejmemo, integriramo, jim ponudimo od zaščite do možnosti dela in življenja. Skratka, s temi obnašamo se, kot da smo v nekem balonu in da če bomo se zaprli ta balon, bojo šle migracije mimo nas in ostali bomo krvno čista bela država, kar v sodobnem svetu mislim, da je popolnoma nerazumsko sploh razmišljati v tej smeri. In v bistvu namesto, da bi se dejansko dotaknilo teh pravih vprašanj, migracije so dejstvo, to tako je, ljudje bojo prihajali, kaj zdaj z njimi narediti, da bo za vse najboljše, tako za državo kot za njih, kako jih vključiti. Namesto tega v bistvu gre vse v smeri čedalje večje restrikcije in kakršenkoli pomislek na to, recimo kakšen predlog, ki pride kdaj od strani nevladnikov, civilne družbe, migrantov samih, v smeri, da bi se življenje za te ljudi, ki pa dejansko so prišli do sem, ne glede na to, koliko ograj so jim na poti postavili, torej na kakšen način bi se lahko njim življenje olajšalo. Vsak tak predlog se dojema kot potencialni pull faktor, torej da zdaj, če bomo pa en člen v zakonu malo omilali, da bo tem 100 ljudem, ki so tukaj, malo lažje, da to pomeni, da bo pa zdaj 60 milijonov Afričanov prišlo takoj, so že na čolnu, sem čakajo, da pridejo v to Slovenijo. Skratka, vse se dojema na ta način, da najmanjša izboljšava bo pull faktor, kar ni res, ker še zmeraj večina ljudi niti ne ve, da Slovenija obstaja, tako da ni teh čolnov tisočih ljudi, ki so na poti sem. Potem še en argument je, ki se non-stop vseh teh letih pojavlja, to je, da čim malo olajšamo zadeve za ljudi, ki so tukaj, bomo takoj postali migrantski žep, kar tudi ni res. Potem pa še to nenehno, konstantno varnostno vprašanje, ko pa tudi nobenemu ni zares jasno, kaj točno s tem mislijo. To je ena taka floskula, s katero vsi ministri po vrsti opletajo. Varnostno vprašanje, kar je pa tudi popolnoma neutemeljeno in tudi tako hlapen pojem, tako kot kompleksna kriza, o kateri smo prej govorili, ker tudi noben zares ne ve. In v bistvu ravno zaradi te tako restriktivne zakonodaje glede tujcev, s katero želimo omejiti prihod teh fiktivnih, nevarnih, izkoriščevalskih migrantov, ki komaj čakajo, da se okoristijo s socialnimi transferji v Sloveniji. V bistvu je to ista zakonodaja, ki nam tudi onemogoča potem dobiti zdravnike, recimo, ko jih rabimo iz tujine, ali pa drug kvalificiran kader, ki jih rabimo iz tujine, ali pa nekvalificiran kader. Tako da dejansko pred tem nekim strahom teh fiktivnih, nevarnih migrantov se popolnoma zapiramo kot družba, kot ekonomija, kot gospodarstvo in nasploh kot neka človeška družba, kar se definitivno pozna bolj v negativnem smislu kot v pozitivnem smislu, kot nam poskušajo ministri en za drugim predstavljati, da tukaj delajo neko varno, zeleno oazo sredi Evrope, kjer pa ne bomo izpostavljeni tem norim okupacijam in hordam. Ja. No, tukaj je bilo tudi moje vprašanje, mogoče gremo najprej na to, pa se potem vrnemo. Ker po drugi strani imamo pa, torej tem
teh tujcev, ki so tukaj, ki so že tukaj, nekateri že leta, jih nočemo na vsak način, pač jih hoče država, da grejo nazaj, kamorkoli že, ne, tudi v nevarne kraje in tako naprej. Po drugi strani pa nam res drastično primanjkuje delovne sile in po drugi strani si država naša blazno prizadeva dobiti delovno silo, ne. Zdaj se konzulat ustanavlja na Filipinih, tudi neki sporazumi naj bi se pripravljali z drugimi državami, da bi se olajšalo prihod delovne sile v Slovenijo, ki jo, kot rečeno, res potrebujemo. Kako v luči teh dogajanj, recimo, Uroš, ti vidiš to dogajanje z begunci v Sloveniji? Ja, res je, ne, za državo je boljš, da ima urejene migracije, se to nekako lahko razumemo, ne, in to, da poskušajo z nekimi mehanizmi na področju teh tokov delovne sile to doseči, je lahko čisto v redu, če bodo pač to vse dobro zregulirali, da ne bojo potem tukaj ljudje izkoriščani in ne ujeti spet v neko brezpravno situacijo. Ampak to pa, da prihajajo begunci, tega pa mislim, ne moreš izbrisati s tem, da iz nekje prihajajo delavci, ne? Ker so tudi v bistvu to drugi mehanizmi, ki stojijo za tema, ne? Med ljudmi, ki prihajajo kot migranti, se pravi, na neregularen način, zato ker druge možnosti sploh nimajo, ne? Ker ti mogoče iz Filipinov boš lahko prišel v okviru enega delovnega dovoljenja, ampak iz Burundija pa ni šans. Ne? Tako ne boš nikoli prišel. Mislim, ker nikoli ne bo obstajal, ali pa še 100 let ne bo obstajal ta sporazum, po katerem boš ti prišel. Ne? Moraš pa odideti od doma, ker je tvoja država pač zate nevarna. Ne? Tako da ne vem, kako bi to sploh v isto strategijo spravil oboje. No? Mislim, je fajn, da nekako to oboje zajameš, ker oboje so migracije, ampak pristopi so bolj pade pod vprašanje verjetno, zakaj so eni dobrodošli, drugi pa absolutno jih kot družba ne želimo. So tle dvojna merila na delu. Ja, verjetno ja, ne, se težko je govoriti o rasizmu, ne, ker ga ne moreš prijeti, ni tako jasen, kot je bil morda v preteklosti, ampak ne vem, ja. Prosim, ja, pomagaj, ker ne znam tega razložiti. Da temu niti ne bi rabili reči dvojno merilo, ampak da je to vse del enega in istega mehanizma, pač dobivanja delovne sile, ampak prek terminov legalne in ilegalne migracije se pač samo določa cena delovne sile na trgu dela, ne. In recimo, zakaj begunci kot taki niso zaželeni migranti, ker s tem, ko dobijo status begunca, na nek način dobijo iste delovne pravice, kot jih imajo slovenski državljani. Plača mora biti ista, pokojninsko se vplačuje zavarovanje, ne. Pač imajo isti dostop do trga dela in iste pravice in se lahko tudi borijo za svoje delovne pravice. Zato so nezaželeni. Ljudje, ki pridejo prek delovnih dovoljenj, recimo ljudje, ki bojo prišli iz Filipinov, bojo prišli za točno določen čas, oddelali svoje, odšli nazaj, ker bo viza potekla, kar pomeni, da denar za njihovo pokojninsko bo ostal tukaj, ne, in ga ne bojo niti oni nikoli rabili koristiti, ne. Hkrati ne bojo prišle njihove družine, ne bojo koristili slovenskega šolstva, ne bojo koristili slovenskega zdravstva, za kar je poskrbljeno ravno s temi jezikovnimi pogoji in tako naprej. Družine bojo bolj ali manj ostajale doma. Tako da to je najbolj zaželena delovna sila, ki se dobi prek teh sporazumov, so najcenejši, pripelje se jih in potem se jih pošlje domov, ko so oddelali svoje. Potem imaš pa še v bistvu recimo, no, pa teh kategorij je še ogromno, sploh če pogledamo nazaj na področje beguncev. Te begunci, ki so nezaželeni, so ravno te, ki dobijo status, ker potem lahko delajo pod istimi pogoji. Potem imaš pa še en kup ljudi, ki so prišli po irregularni poti, ki pa niso dobili, nikoli ne bojo dobili statusa beguncev v Sloveniji, ampak ostajajo v Evropi in ostajajo kot nedokumentirani. Te so pa najcenejši delavci, ki se potem znajdejo ali na nekih teh plantažah v Južni Italiji, kjer delajo za 1 evro na uro, ali se znajdejo kjerkoli drugje, tudi v Sloveniji, v suženjskih pogojih, popolnoma odvisni od tistega, ki jim je pripravljen dati 5 evrov na dan, da lahko pač jejo. In skratka, takšni ali drugačni
migrantje, od beguncev do delavcev, ne glede na svoj status, ne glede na svoje papirje, vsi so delavci v Evropi. Tudi tisti, ki nimajo papirjev, delajo nekje v Evropi, ampak razlika je pod kakšnimi pogoji. Tako da jaz mislim, da ne da teh migrantov, ki pridejo irregularno, torej beguncev nočemo, ampak jih nočemo s papirji, ker pridejo bolj prav, če živijo v nekem podtalju in opravljajo vse tisto, kar nihče drug ne bi. Samo pred 2 letoma, ko sva se v enem daljšem intervjuju za N1 pogovarjala, sem si na vprašanje, ali je novi slovenski zakon o tujcih protiustaven, rekel ja. Ustavno sodišče je sporne člene, ki omogočajo suspens pravic beguncev, že razveljavilo. Rekel si pa tudi, z vsako reformo azilnega prava se krčijo pravice. Zakaj? Ja, zelo dobro vprašanje. Zakaj? Zdaj tukaj smo malo, mislim, seveda je treba po mojem dodati še eno plast te problematike, to je, da smo del Evropske unije, da pravzaprav to je tako nekako z Evropsko unijo, ne? Vse srečne družine so srečne na enak način, pa imaš pa še nesrečne družine, nesrečne vsako na svoj način. In vsaka država članica ima vse probleme Evropske unije, pa še svoje zraven. Ne? In Slovenija ima tukaj vedno v tem nekem kontekstu tega, kar se dogaja v Evropski uniji. Trenutno se zdaj pripravlja en velik paket teh reform. In potem se mora Slovenija nekako znajti v tem, kaj zdaj iz tega, kako se zdaj tukaj pozicionirati, kaj zdaj narediti iz tega, kar je prišlo iz Evrope. In to počne bolj ali manj spretno. Ne? Ampak gotovo marsikakšno zaostrovanje pride že od tam, zato ker se mi zdi, da je trenutno v Evropski uniji res izrazito nezdrav poudarek, nezdrav je kar šibka beseda, no, ampak precej grozen poudarek na eksternalizaciji, se pravi bodisi na teh sporazumih s tretjimi državami, kjer prihaja do res masovnih kršitev človekovih pravic, bodisi zdaj tega trenda proti postopkom, ki bi se izvedli na meji, se pravi nekako zelo hitro, nekdo niti ne pride, niti ne spustiš na ozemlje, ti poskrbiš za to, da ne pride. To je vsakomur z aviona jasno, ne, da to ne bo v redu, da to ti na meji v nekem kontejnerju tam ne moreš poskrbeti za tolmača, za odvetnika, za sodno varstvo, tako kot lahko to narediš ko je nekdo tukaj, ko imajo dostop nevladne organizacije, ko so novinari, to bo neka čist druga zadeva. Tako da mislim, da smo vseeno, poleg tega, da imamo cel kup nekih svojih malih frustriranih zgodbic, tudi del ene velike frustrirane zgodbe, ki je Evropa, ki je, to se seveda sovpada tudi s tem prihodom večjega števila, tam 2015-16, ampak Evropa je resnično v primežu zdaj pač te politike, ki se ogromno ukvarja z begunci in migracijami zadnjih, kaj je to zdaj, 8 let, to vse sovpada z rastjo teh raznoraznih demagogov, nativistov, ksenofobov. Tudi vidimo, ne, to mislim, v Italiji oblikuje vlado Giorgia Meloni, ne, ona zamenja skoraj ves svoj politični program, zdaj ko mora biti tak ugleden in zanesljiv partner, razen migracij, ne, tam je še vedno prostor za vse ekstreme. In tu se mi zdi, smo se malo vrtimo v nekem krogu. No. In pravzaprav ne vidim, zakaj Slovenija ne bi, že zato, da si opere svojo vest, pretrgala, ne, kot Zana čist konkretno pravi, ljudje še naprej ne bojo videli, kje sploh Slovenija je in ne bo nastal migrant, jaz sem prepričan, ne bo nastal migrantski žep. In bi lahko mogoče vsaj tako nekako za svojo vest rekla, dajmo mi vzpostaviti kolikor je možno znotraj prave Evropske unije, en human sistem. Ampak tu pa pridejo, se mi zdi, te naše male frustrirane zgodbice, ki nam vedno znova preprečujejo, da bi to naredili.
Pa ne vem, če je bil to ravno ne vem, koliko dober odgovor na to vprašanje. Je bil pa širši, kar je tudi Ja. dobro. Ja. Ja. Če bi lahko Uroš povzel, kaj torej naša država dela narobe in kakšne bi bile prave rešitve? Tako, če bi nekomu moral šnel kurs kot nekdo, ki vidi res, jaz sem včeraj brala naslove, recimo tvojih člankov, tvojih pa še od koga drugega. Ne? In že če pogledamo te naslove, v bistvu se lahko zgrozimo, no? Koliko nekih kršitev, do česa vse prihaja v Sloveniji. No? Če pogledamo samo naslove, brodolomi v Sredozemlju, sodišče, dvopičje, zaklepanje za rešetke protiustavno, to je bilo junija letos. Migracije, dvopičje, zaprli so nas v kontejnerje brez vode in hrane, to se sicer nanaša na razmere na Hrvaškem, ampak je Slovenija tudi vključena. Potem naprej, ponudili so mu roko in ga deportirali, diskriminacija na upravni enoti, to so vse v bistvu zadnje stvari. Skratka, če bi lahko nekomu, ki se s tem ne ukvarja ali pa se ukvarja tako, da sliši nekaj na poročilih, pa potem pozabi, pa se mu zdi to ena neprijetna tema, kaj bi rekel, kaj dela naša država narobe v zvezi s tem? Ja, meni se zdi tako, no, da po eni strani ima država na področju migracij kar velik aparat, ne, predstavljam si, ima, se pravi, direktorat recimo za migracije na MNZ, kjer znajo dosti spretno v bistvu zakonodajo oziroma pripravljati zakonodajo, pripravljati predpise za zapiranje, ne, države. Pa tudi pač, ne vem, potem na upravnih enotah nočem pa šalizirati, ampak ja, pač oni znajo omejiti človeka, pa tudi kar nekaj napora v to vložijo. Ne vlagajo pa v napora, ki bi ga lahko, ker država je precej močna, ni ravno vse mogočna, ampak to malo, kar pa omogočijo ljudem, ne, se pravi, ne vem, že to, mogoče si je malo težko to plastično predstavljati, če se s tem ne ukvarjaš, ampak v Sloveniji obstaja samo en glavni azilni dom. To je tako precej majhna zadeva tam na Viču, en tak kvadrat, toliko en blok je veliko vse skupaj. Ne. Za globalne migracije, ki potekajo skozi Slovenijo. Če je pač vprašanje tvoje, kaj bi lahko naredili, ne, z ne toliko velikimi vlaganji bi lahko okrepili azilni sistem, odprli še nove lokacije za azilni dom, pač potem tudi okrepili integracijske službe. Mimogrede, v azilnem domu, tako kot pravijo, se zelo trudijo nove lokacije najti, ampak jih vlada pri tem ne podpre. Oni sami na terenu pa nimajo te moči, da bi pač to speljali, ker je to samo en urad. Ne. Ja, povej, ja. Pa veliko je, kakor so meni razlagali, tudi odpora v lokalnih skupnostih. Tudi, ja. No, sej, ampak ta odpor z, ne vem, to lokalno politiko, to pa lahko, mislim, to država s sistemom strank, ne vem, z nekimi koalicijskimi dogovori lahko doseže, pač, ne vem, da župani nekako ukrenejo in tako. Vse to gre vse pol na te nižje nivoje. Država ima velik aparat, ki to zmore. Ne? Če zmorejo ceste graditi, pa ne vem, železnico, pa vse to, a ne, je to pol manj, mislim, ne vem, še 3 lokacije nekje odpreti, ni tak velik problem. Ne? Ker ne, se to za Ana bolj šve, a ne, v takih situacijah, kot je zdaj, ljudje ostajajo na cesti in potem pol je vse narobe. No? In pol tudi odhajajo naprej in pol je Italija slabe volje, zato ker prehajajo čez njeno mejo. Ne? In skratka, aparat je sposoben okrepiti integracijsko politiko, pa tega ne naredi. Če te prav razumem, ali pa če posplošam, torej lahko bi bila država proaktivna in to v dobro smer, neko človeško in da bi imeli v bistvu vsi nekaj od tega, no, če rečem po ljudsko. Ja, sigurno. Ja. Tle bi jaz sem dodala, kar je Uroš rekel, država bi lahko to naredila, če bi hotela. Tle je pa spet ta pač vprašanje politične volje in vidimo, da pač politična klima okoli migracij že ves čas, recimo zadnjih 9 let, 8 let pač je takšna, kakršna je.
Tako da, če bi bila politična volja, seveda, potem bi se spremenila tudi cela azilna politika in zakonodaja nasploh, oziroma celo področje migracij, kar smo že prej povedali, da se ne. Torej, te volje ni. In zakaj? Potem se mi vsi čudimo, kako v 8 letih, odkar je recimo temu povečano število migrantov, ki prihaja, kako niso uspeli enega azilnega doma več zgraditi, razen 2016 so odprli Kotnikovo. Pa Logatec je še Logatec. Ja, ampak to... To so 3 azilni domovi v celi državi, to ni nič, ne. Tu imaš v kakšnem večjem mestu, ne vem, v Italiji jih imaš 10 recimo. Ne? Ja, no, ja. In skratka, te kapacitete se ne povečujejo niti za posteljo več. Se pa povečuje, recimo pride potem obdobje, ne vem, poletja, ko prihaja več ljudi in potem imaš ti na področju, ne vem, kjer, mislim, v azilnem domu, kjer je 300 postelj, imaš kar naenkrat 1000 ljudi. Okej. Ljudje pa ali spijo, ne vem, kjerkoli na hodniku, ali ne vem, v kuhinji ali kjerkoli že, ampak kaj je point tega? Ljudje pač pridejo, vidijo, grejo, noben ne bo zdaj pa rekel, jaz bom pa zdaj kle sedel pa čakal, da mi odobrijo prošnjo za azil, kdaj se to približno zgodi, ja, najhitreje v 1 letu, mogoče boš pa mogel na sodišče, pa bo mogoče trajalo 6 let. Skratka, ljudje si malo preračunajo, da mogoče 6 let pa ne bom živel na tleh v hodniku, ne, in grejo naprej. Ampak to je del državne strategije, ki že ves čas temelji na ni človeka, ni problema. In na nek način ta azilni dom, jaz mislim, da se cela slovenska, cel ta azilni aparat dejansko obnaša kot, mi se zavedamo, da Slovenija je tranzitna država in poskrbeli bomo za to enkrat tako, da ljudje pač preidejo čez. Seveda se potem ljudem očita, da zlorabljajo azilni sistem, da sem pridejo v tisto državo, kamor pač hočejo iti in da ne upoštevajo teh pravil, da morajo zaprositi za azil v prvi državi, kjer lahko. Torej, njim se očita, ampak v bistvu celoten ta azilni aparat Sloveniji se pa obnaša točno tako. Saj mi moramo ljudi samo ujeti v gozdu, da jih registriramo, pol jih moramo peljati v azilni dom, da jih še enkrat registriramo, pol pa jim damo za jest, pa damo jim, ne vem, tuš, pa itak grejo naslednji dan naprej. Ne? In kar je pač meni to čisto vseeno za ljudi, ki itak želijo iti naprej, ker imajo morda v kakšnih drugih evropskih državah neke skupnosti, neke družine. Ampak problem pa nastane za ljudi, ki pa ne želijo iti naprej. In ljudi, ki želijo tukaj ostati, tukaj čakati na odgovor za azil, si tukaj ustvariti življenje. Kle pa potem vsi ostanejo brez besed, ne? Ker pač celoten ta sistem ne pričakuje teh ljudi, da bo sploh kdo želel kle ostati. In tukaj pa so popolnoma bosi. In potem se ljudje znajdejo v leta dolgih postopkih, ko noben zares ne ve, kaj bi z njimi, tudi potem, če dobijo status, ni nobenih nekih primernih programov, da bi se oni lahko vključili v družbo in nekako tavajo v tem prostoru in si leta in leta nekako ne morejo ustvariti tega, čemur bi lahko rekli moj novi dom. Ne? Tako da je ena ta hipokrizija, ne? Ljudem se očita, da zlorabljajo Slovenijo, da grejo naprej, hkrati se ne vzpostavi popolnoma nobenih pogojev, da bi ljudje lahko ostali. In tudi pač, imamo potem obdobja, ne vem, v obdobjih pushbackov je bilo izjemno težko sploh priti do Slovenije. Zdaj recimo je lahko pride do Slovenije, še lažje je iti ven iz Slovenije, ampak v kateremkoli obdobju, vseh teh letih, kar pač spremljamo to problematiko, v nobenem obdobju pa ni lahko ostati. To je pa ves čas problem. V zadnjem času ste nevladniki večkrat opozarjali na deportacije, imeli ste protestni shod proti vračanju prosilcev za azil na Hrvaško. Kaj se zdaj za nas s tem dogaja? Ja, mi še ves čas čakamo na odziv vlade, kar se tega tiče. Ta kampanja traja že več mesecev, vsaj pol leta aktivno. MNZ ves čas podaja te ene in iste odgovore, da vse delajo v skladu z zakonodajo. Mi ves čas trdimo, da tudi če je nekaj legalno, to ne pomeni, da je legitimno in da je prav, ker vsi vemo, kakšno je stanje na Hrvaškem in se tudi ni kaj bistveno spremenilo, odkar so vstopili pač 1. januarjem. In skratka, pristopili smo k veliko politikom, ministrom, poslancem
s komorkoli smo govorili do zdaj, se strinjajo z nami, da je nečloveško vračati ljudi prvič v take razmere, drugič, da je popolnoma nesmiselno vračati ljudi, ki tukaj že več mesecev obiskujejo tečaje slovenščine, ki tukaj že delajo, so v nekih delovnih razmerih. Skratka, ampak zgodi se nič. Ne? Tako da ne vem točno, kje se zatakne. Mnogo politikov nam je šlo nasprot v tem, da nas bojo podprli, da bojo naredili, kar je v njihovi moči, in so se strinjali z nami vsebinsko. Odgovora pa ne dobimo še zmeraj nobenega. In MNZ še vedno trdi, da Hrvaška je varna, te deportacije so legalne v skladu z evropsko zakonodajo, pač to Dublinsko uredbo. Ja. Če mogoče za tiste, ki ne vejo, povemo, kaj se dogaja na Hrvaškem, kar si omenila, ne? Mogoče Uroš ti. Torej, pričevanja z Hrvaške že leta vemo, da v bistvu so krvaveti. Se pravi, že pred letom 2018, ampak še najbolj pa v tem letu in po tistem, so se hrvaški policisti oziroma organi, tudi oni, se pravi ta varnostni aparat, odločili, da bodo z nasiljem odganjali oziroma zaustavljali migracije, in to je sovpadalo nekako časovno z odločitvijo slovenskih oblasti, da bodo pa izvajali tako imenovane pushbacke, to so pač v bistvu nezakoniti izgoni prosilcev za azil, ki so že uspeli priti čez Hrvaško do Slovenije. In tam so se na Hrvaškem vsa leta dogajala pretepanja, ropanja, mučenja celo. Zdaj, tle po mojem tem, pač kolikor smo uspeli doumeti, vedenju, so upadali nek iskren sadizem posameznih policistov z neko taktiko odvračanja. Da bi Hrvaška obveljala kot nevarna država. Tja pa res ne smeš iti, ker boš zelo hudo ga nasrkal. Recimo Bolgarija je bila prej taka, je veljala za... Še vedno, ja. No, pol pa lani, je pa vendarle prišlo do ene spremembe, zato ker je lani Hrvaška bila v tej končnici vstopanja v Schengen in je Evropska unija opozorila Hrvaško, se pravi Evropska komisija, mislim, kot pristojen organ, da morajo pa paziti na človekove pravice, ker je to tudi del šengenskega zakonika. Tako nekako se spomnim, da je ta debata šla v to smer in so res hrvaški policisti nehali tako pretepati, tako množično, saj kakšni incidenti so še vedno bili. In je to potem v lanskem letu malo poniknilo. Več ljudi so tudi pač spuščali čez državo, niso jih več toliko zaustavljali. Celo ene papirje so jim dali, ki jim dovoljujejo gibanje. So pa še vedno pa v azilnem sistemu, to je pa ta vaš v bistvu problema, pa še vedno zelo grdo z njimi ravnali. Tudi na meji. Tudi na meji, ja. No, vsej, ja. Vsi te ljudje, ki so zdaj bili del te kampanje in so se borili proti svojim deportacijam, so še vedno doživeli nasilje v hrvaških gozdovih iz strani policije. Razlika je bila, da mogoče pred tem, recimo v letih pred 2021, nazaj do 2018, so ljudje morali po 30-krat, 40-krat probati iti čez bosansko mejo na Hrvaško, pa iz Hrvaške v Slovenijo, preden jim je končno uspelo. Zdaj recimo se je to malo zmanjšalo, lahko v 5 poskusih, večina jim je ratalo v 5 poskusih, ampak so potem recimo ugotovili neke trike, kako pa lahko jim le uspe, če se pridružijo kakšni družini, pa rečejo, da so družinski član. To recimo, družine niso več tako brutalno pač pretepali in pošiljali nazaj. To je bila neka taka sprememba, drugače ne.
tudi nasilje se je še dogajalo, zdaj pa ne vem, kako je po 1. januarju, ampak recimo vsa ta pričevanja so bila tudi še iz konca decembra. Ja, mislim, da je zdaj spet malo poraslo. Je, To je zdaj, kar smo v zadnjem času govorili s kolegi na Hrvaškem, je spet več nasilja. Ampak to sem si zapomnil, no, da so vaši, če lahko rečem, varovanci, ki za njih skrbite, ne, so rekli, da so jim pa že, tudi če so uspeli priti v azilni dom na Hrvaškem, da so jih šikanirali. Ja. No, tako da to pa ostaja. Ker azilni dom na Hrvaškem ima približno isto funkcijo kot v Sloveniji, sem da je še bistveno slabš. Torej pač poregistrirati ljudi in potem itak naj grejo naprej, ker seveda nihče ne misli, da bo kdo ostal na Hrvaškem. S tem, da tam je še več tega, mislim, še slabše razmere. Smo dobili tudi veliko nekih posnetkov teh sob iz Porina, pa plesen, stenice, tako nebivansko pač, ne. Tako da potem je problem, ko ljudje iz tam pa še nasilje, iz strani varnostnikov, iz strani policije, ne vem, odrekanje hrane, takšne in drugačne stvari, ni dostopa do prevajalcev, socialnih delavcev, odvetnikov, skratka, ljudje tam pridejo in preživijo teden, 2, 3, brez da bi sploh bili poučeni o svojih pravicah, o svojih dolžnostih, o nekem sistemu in pač obupajo, ne, in grejo naprej. Potem pa pridejo v Slovenijo in se jim očita, da spet zlorabljajo evropski azilni sistem, valjda jim je bilo na Hrvaškem omogočeno zaprositi za azil in pač Hrvaška je pristojna za njih, oni pa pač samo so želeli v boljšo državo, ne, pa ne bi, mislim, v boljšo državo bi šli pa v Nemčijo, ne pa v Slovenijo, ne, medtem ko oni ponavljajo, ne, oni so sem želeli v varno državo, kar Hrvaška ni bila, ker jim recimo tudi, ne vem, so šli v trgovino, pa so želeli kupiti si nekaj za jesti, pa so rekli, ne, beguncem ne prodajamo. Ne. Skratka, ves čas so imeli neke težave in neke ovire. S tem, da kar bi pa še, to sem hotela prej povedati, pa sem mogoče pozabila. Slovenija trdi, oziroma MNZ trdi, da ne izvaja dublinskih deportacij sistematično, kar mi že od začetka kampanje zagovarjamo, da to je sistematični izgon pač cele populacije prosilcev za azil. Oni trdijo, da ne, da seveda vsak primer obravnavajo individualno, posamično in na podlagi posameznikovih okoliščin presodijo, ali bo šel na Hrvaško ali ne. Zdaj pa, če pogledamo statistiko, to mi je bilo, ful dolgo smo iskali to statistiko, ker ni bila nikjer objavljena, pa mislim, da je Delo prvo objavila v nekem članku. Recimo v letošnjem letu, od januarja do maja, je za azil zaprosilo 1900 oseb. 1000 oseb je zapustilo azilni dom že takoj po podaji namere, kar pomeni, da niti niso čakali več kot par dni, so odšli naprej. Torej, ostane 900 ljudi. Od teh 900 ljudi, ki ostane, je 800 jih dobilo dublinsko odločbo, kar pomeni skoraj vsi praktično. In dobili so jo in noseče matere, in doječe matere, in ljudje s sladkorno boleznijo, in ljudje s psihološkimi težavami, in otroci. In skratka, vsi, tukaj ni nobene individualne obravnave. Ko oni govorijo o individualni obravnavi, pomeni, da ima vsak človek ta razgovor, kjer se opredeli do tega, kaj se mu je zgodilo tam, ampak ne glede na to, kaj on pove in kakšne argumente ima proti temu, da se ga deportira, dobi dublinsko odločbo. In seveda potem se lahko proti temu bori na sodišču, ampak MNZ se pritožuje tudi če dobijo pozitivno odločbo, sodbo iz sodišča, se bo MNZ pritožil, dokler ne dobijo tistega sodnika, ki jim bo potrdil. Skratka, tako da imamo, ne vem, mogoče na prstih ene roke primerov, koliko ljudi je dejansko prek sodišča nekako doseglo to, da se jih ne deportira. Tako da vsekakor gre za sistematični izgon. Samo ti si predstojnik katedre za ustavno pravo na ljubljanski pravni fakulteti. Kako bi lahko ti ljudem enostavno pojasnil, zakaj je vse to, kar vi tri delate, vsak na svojem področju, ti se pač tudi s to problematiko v pravnem smislu ukvarjaš, zakaj je to tako potrebno?
običajnemu državljanu. Zakaj je potrebno, da Zana kot aktivistka to dela, da Uroš sistematično piše o tem, da v bistvu zbira podatke, ne gleda proč, da v bistvu to ni najbolj seksi tema za novinarstvo, je tako, Uroš? Odvisno, koliko te zanima. No? Ampak verjetno so druge teme lažje, pa bolj se bi klikale, ne? Res je. Res je, ja. Skratka, samo ti pa v bistvu, ti pa tudi kolegi, no, pa iz pravnega vidika pač stvari pojasnjujete, pišete knjige, utemeljujete, se zavzemate. Zakaj je v bistvu to tako pomembno? Mogoče je moja motivacija pri tem, da ko pogledaš tujce v taki državi, kot je Slovenija, ali pa v katerikoli zdaj neki sodobni državi, so tisti, seveda, ki nimajo glasu na volitvah. Se pravi, nikomur ni v interesu braniti, nobenemu politiku ni v interesu braniti njegovih interesov, nobenemu politiku ni v interesu včasih so govorili, there's no votes in being soft on crime. Ne? Se pravi, vsi ameriški politiki vedno govorijo, da oni bodo tough on crime. Ne? Ampak se mi zdi, da to še bolj velja za. Ne dobiš glasov, če obljubljaš, da boš dober in human do migrantov, zato ker to nikomur ni v direktnemu interesu. Kvečjemu je enemu delu populacije v interesu, v nekem interesu, ali pa si sam tako nekako to želijo, da bi bili strogi do njih, restriktivni do njih. To je že prva stvar. Se pravi, to je nekako neka skupina brez glasu. Vse so tudi druge skupine v Sloveniji brez glasu. Ampak se mi zdi, da ta je mogoče najbolj nekako odrinjena in stigmatizirana. Pol pa vidimo, da v bistvu tako v ustavnem pravu si dostakrat predstavljamo, kadar pa ni možnosti, da preko politike zavaruješ svoje interese, jo pa dostakrat lahko zavaruješ preko sodišč, zato ker človekove pravice so pa univerzalne. Ampak vidimo, da ravno tukaj so pa spet tujci tisti, ki pa pogosto ne pridejo niti do sodišč. Kljub vsej možnosti, kljub varovanju pravice do sodnega varstva na ustavni ravni in tako naprej. Ampak vidimo, v centru za tujce je praktično nemogoče, pa nek 3-dnevni rok. Ne. Pa nimaš, pa tudi če imaš na papirju na voljo, ampak ti ne moreš priti do odvetnika, pa ne znaš jezika, pa nimaš denarja. Tako naprej. Da ne govorimo o tem, koliko časa so nevladne organizacije tako kriznojile, da so našle nekoga, ki je bil večkrat poslan nazaj na Hrvaško, da so lahko potem sprožile primer pred upravnim sodiščem. In se mi zdi, da v bistvu je tako, to je en tak zelo lakmusov papir, koliko je družba sposobna biti humana, koliko je sposobna paziti na človekove pravice, ker prvi bojo, se mi zdi, vedno migranti, ne? Vedno bomo njim zaostrili, ampak se mi zdi tako dosti hiter, se pa tudi ve, kdo bo pol naslednji. No. Mislim, pač pol bomo to sicer državljani, ampak kar pustimo, in tega dopuščamo ogromno, kar pustimo erozije varstva človekovih pravic, varstva demokracije na migrantom, to vse odpira vrata, da se to slej ko prej zgodi tudi nam. No. In mogoče se je treba s tem ukvarjati, zato da mal prekineš to neko samozadovoljstvo, ki je v Sloveniji dostikrat zelo upravičeno. Živimo v zelo urejeni državi na nek način. Za marsikoga, ki pač hodi, živi nekje v Ljubljani, ne opazi, se mu nikoli v življenju ne zgodi, da bi mu bila kršena neka človekova pravica. Ampak par ulic naprej se pa kršijo človekove pravice. In mogoče pač tega ni čisto spustiti izpred oči. No. Konec leta 2021 je naša novinarka Barbara Smaila napisala za rubriko Poglobljeno članek o Centru za tujce v Postojni, ti si omenil zdaj ta center. Zadnja delovna skupina za azil je opozarjala, da gre za institucijo, ki služi kot mehanizem zastraševanja in mnoge tam psihično zlomi. To je pač, temu večkrat rečemo, slovenski Guantanamo, pač zapor, v katerem se znajdejo ljudje, brez da bi točno vedeli, kaj so zagrešili, oziroma pač razlaga je, da zato, ker nimajo papirjev, ampak ljudem je to psihično zelo težko sprejeti, ker ne dojemajo tega kot zločin. Oni svojo nedokumentiranost dojemajo že itak kot krivico, oni so šli na pot, ker so iskali varnost iz neke nuje. In zdaj, če jim Evropa ni podelila azila,
niso oni zločinci zaradi tega in to zelo težko psihološko sprejmejo, da so tam. Skratka, ta center za tujce je v bistvu prej bil poimenovan center za odstranjevanje tujcev in temu je primarno tudi namenjen. Tja grejo ljudje z odločbami o deportacijah. Še vedno je tako, da veliko ljudi ni deportiranih, ampak je sem zaprtih 6 mesecev, včasih tudi več. In potem, če se njihova deportacija ne izvede, se jih pač vrže na ulico. In tle mi je bila spet zanimiva opazka enega od naših tovarišev, ki je bil tam zaprt. Je rekel, ta Postojna, ta center za tujce, to je sem tam zato, da ko migranti pridejo v Evropo, pač jih najprej zaprejo tja, da jim zlomijo duha in da se njihove pričakovanja toliko znižajo, da pa ko jih pač spustijo ven, jim je že vse ok in so pripravljeni sprejeti kakršnekoli pač pogoje. Ne? In velikrat gre za ljudi, ki dejansko potem nimajo niti neke druge opcije, kot da odidejo v Italijo na te že prej omenjene plantaže ali pa kam drugam v Evropo, pač delati v iste pogoje. Skratka, nekako je na ta način formuliral prostor, kjer strejo duha, da ti je potem vse ok. Ujeti smo v nočni mori, pa nihče ne ve, da sploh obstajamo in kaj se nam dogaja, je izpoved enega od njih iz Centra za tujce, ki je bil bila vključena v migrantskem časopisu Tukaj smo in je tudi vključena v uvod v pravo migracije in mednarodne zaščite v knjigo. Uroš, kako pa ti doživljaš? Veliko pišeš tudi o teh kafkovskih zankah, kot je bil eden od naslovov. Kako ti ljudje, ki potem pristanejo tle v Sloveniji, kako doživljajo to Slovenijo? Zana je zdaj nekaj rekla, recimo o Centru za tujce. Skozi Center za tujce se to še bolj vidi, ker je zelo potem tudi, če pošljajo fotografije od tam, lahko vidimo njihova porezana telesa. Videli smo recimo posnetek enega od ujetnikov iz tega centra, ki je v stiski pojedel ene žeble. Žeble pa kovance jejo. Videli smo celo rentgenski posnetek žebla vijaka. No? Sploh ne morem se znebiti teh podob. Ampak torej, to je še, zlomijo jim telo, duha, popolnoma jih v bistvu tam ta situacija unič. Mogoče treba dodati, da tam so tudi prosilci za azil celo zaprti. Iz disciplinskih razlogov za 3 mesece se lahko, lahko zaperajo. Tako da se pravi, zakaj se to dogaja? Težko je to razložiti. Mislim, da pri tej Postojni je ful ključno to, da to je institucija z največjim številom samopoškodovanj in poskusov samomorov in psihičnih zlomov v Sloveniji. Evidenca se ne vodi uradno, ko do tega prihaja. Hkrati je pa to zaprta totalna institucija, nad katero neke varoval, neke organi, ki bi to nadzirali, nekako nimajo pogleda. To je svet sam zase. In je na nek način brez pravil. So pravila napisana, ampak v praksi se udejanjajo na popolnoma drugačen način. In pač tako kot nek kaotičen divji zahod, ki ga upravljajo policisti, ki imajo to popolno totalno moč nad ljudmi, ki so noter zaprti. In prihaja velikokrat do hudih zlorab, tudi strani policije, ki seveda potem se to upravičijo z tem strokovni prijemi za umiritev človeka, ki se mu je pač snelo, ker pač ne more več, ker je tako obupan, ker je v taki situaciji. Skratka, in teh poročil iz Postojne je v nedogled, tega imamo mi za leta pač dokumentacije. Oprosti, če samo skočim. Kako psihično pa si kot človek razsud, ko recimo, rekla si, nekateri so 30krat, eni pa, ki imajo srečo 5krat, prišli recimo po tej balkanski poti. Kaj to človeku naredi? Ti v bistvu delaš dnevno s temi ljudmi. Tako bom rekla, da ko vseeno na koncu jim rata prideti čez, se jim to porodi novo upanje in nekako začnejo
novo življenje tukaj s tem novim upanjem, na nek način vse hudo je pozabljeno do momenta, ko dobijo Dublinsko odločbo. In jih kar naenkrat, oni so že mislili, da so prišli na varno, potem jim pa izročijo Dublinski odlog, zdaj boš pa pač mogel nazaj na Hrvaško. In takrat se ljudem začne ful ta stiska pač vračati. Ne? In smo tudi imeli, recimo, zdaj v teh mesecih je en gospod pristal na psihiatriji, je bil kar dolgo noter, od momenta, ko je dobil Dublinsko odločbo, ker se mu je vse sesulo, pač, da on pa res ne more iti nazaj, no, in je bil in samomorilen in pač zlom je doživel, tako da hude psihične stiske. Hude, ja. O še eni temi smo pisali tudi na poglobljeno o teh tako imenovanih nevidnih smrtih. Tudi oba ste s tem že srečala. Begunci umirajo torej tudi v naših rekah, v naših gozdovih, na slovenski zemlji, ne, kot se reče, so njihovi grobovi. To je nek taka zamolčana tema, o kateri se praktično ne govori. In kar smo ugotavljali v tem članku je to, da ne le v življenju, ampak tudi v smrti ostajajo v bistvu ti ljudje marginalizirani, drugačni, drugi, odvečni, ne. Uroš, je to nekaj, kar v bistvu jih spremlja, torej tudi v smrt? Ja, seveda, ja, zato ker je nevarno pač prečkati reko ali pa tudi gore ali pa gozdove, če se moraš skrivati, ker ti grozi, da te bojo vrnili spet nazaj na točko, od kjer si prišel, ker ti ne bojo pustili prositi za azil, lahko umreš. Ja? In potem, ker pa se to dogaja na odročnih krajih ali pa v reki, ne, dejansko trupla izginejo, pa potem, ko pa jih najdejo, se pa ne ve, kdo so, ali pa zelo težko v bistvu ugotoviti, kdo so, ker ne obstaja kakšen tak sistematičen način vodenja, recimo DNK. Ne. Sicer posamezniku, kar smo ugotovili akterji v tem postopku obravnave, pa potem pokopa, ne, se zavedajo sicer tega, da naj bi ta DNK recimo bil pomembna informacija za morebitno kasnejše iskanje in tako, sam sistema pa ni. Ne, tako, celo je pol odvisno od posamezne pogrebne službe, koliko se za to zavzame, recimo. Ne. Tako da to je velik problem že za Slovenijo, ker se je kar nekaj anonimnih grobov nabralo. Potem je pa to treba gledati v kontekstu širše regije, ker se grobišča, v bistvu grobovi, se porajajo, so umeščeni na različna pokopališča nekam obrob po celem Balkanu in je v bistvu zdaj nastaja ena iniciativa v balkanski regiji med nevladnimi organizacijami, novinarji, aktivisti, kako to vse povezati, zato ker je potem lažje tudi v bistvu priti do informacij, kdo so ti, ki so v teh anonimnih grobovih, ker je lažje povezati skupine med sabo, ki so recimo tukaj štartale, potem pa enim je uspelo nekam priti, vejo, po kateri poti so šli, če je nekdo tam pokopan. Sam to mora biti sistematično zasledovano. In to zdaj ravno poteka, no, tako se ustanavlja. Da se neka baza se ustanavlja, ja. Da se pa tudi poveže pogrešane ljudi z najdenimi trupli, ki so identificirane. Pred časom ali pa pred par leti sem brala ta roman Kristjana Novaka, hrvaškega pisatelja, Cigan, ampak najlepši, kjer je genialno v bistvu opisana ena od teh pripovedi, vzporednih zgodb, je zgodba enega begunca in v bistvu tudi ti ne gre, tako kot ti praviš, ti ne grejo te podobe, ne, iz spomina, tudi tiste podobe, ki jih on naslika, ne, teh grobov po hrvaških gozdovih, v bistvu ti človeku polko enkrat to knjigo, ker je res genialno napisana, jo toplo priporočam, ne grejo bralcu v bistvu iz spomina, ne, vsakič polko se voziš po Hrvaški, pač ne moreš nehati razmišljati o tem, ne, kaj se dogaja tudi v teh gozdovih. Nekaj bi še rekli, tako sem zastavila kot ABC begunske problematike. Nekaj, kar, dajmo temu reči, običajni Slovenec si zastavlja vprašanje. Kar nekaj od teh nekih mitov in resnic je zbrano tudi v tem uvodu v pravo migracij.
dve avtorici o tem pišeta, ne, kaj vse si ljudje predstavljajo o beguncih in migrantih, pa ne drži. Ne. Ampak recimo, kako bi odgovorili, ena od teh mitov je že, pa je Zana že ga večkrat govorila o njem danes, potem bo prišlo ful beguncov in bodo ostali tukaj in nas bodo preplavili. Ne. To je eno od teh mitov, ki recimo ne drži. Ali pa zakaj ne grejo, ta je tudi pogosto, zakaj ne grejo pa na mejni prehod, pa tam zaprosijo za azil. Vem, vam se zdi smešno, ampak to ljudje vprašajo. Lahko Zana, kar. Čisto izpostavim, glih ta teden me je klical en gospod, Slovenc, ki se je poročil z gospo iz ene afriške države. In zdaj on se trudi, kako da več njo pripeljati sem, po tej poti normalni, zaprositi za dovoljenje za bivanje, za družinskega člana in predtem pridobiti D-vizo, da ona sploh lahko prileti sem, ampak ona mora potem iti to urejati na slovensko ambasado v Kairu, v Egiptu, ki je edina slovenska ambasada v Afriki, in čeprav mora iti iz Juga Afrike, gor tam to urediti, skratka. In gospod je bil popolnoma obupan, imela sem ga eno uro na telefonu, ko je bil čist iz sebe, ko je bil prvič v življenju kot slovenski državljan soočen z birokratskimi ovirami, s katerimi se morajo srečevati tujci sicer. Ne, meni to ni bilo nič novega, kar mi je razlagal, on je bil pa čist šokiran, milo rečeno, in obupan, kako bosta sploh to speljala. Ne. Mi je bilo zanimivo, ker je pa tudi on že med samim tem pogovorom, ko je razlagal o vseh teh preprekah, je sam rekel, ja, pol pa rečejo, pa zakaj ne grejo na mejni prehod, zakaj ne pridejo legalno. Ne? In sem pol pomislila, da jaz dejansko poznam preko svojega dela ene par primerov, ko so ljudje, ki so se poročili s slovenskimi državljankami, recimo, prišli v Slovenijo po begunski poti, ker je bilo lažje kot po birokratski poti, pa obstajajo vsi vzvodi, da prideš ti kot družinski član slovenskega državljana, da prideš z vizo in tukaj zaprosiš za dovoljenje. To obstaja, ampak to je tako težko izvesti, da je bilo tipo lažje iti čez celo Saharo, čez cel Magreb, čez Sredozemlje in iz Španije do Slovenije. Lažje kot po tej predpisani birokratski poti. Tako da to je en odgovor, zakaj pa ne pridejo legalno, ker je zelo težko. Ne vem, mogoče se razumemo vprašanje, mi smo se nasmejali zato, ker je res težko. Ja, seveda, ker je praktično nemogoče. Ampak ljudje si lahko predstavljajo, vedno, ko so šli čez mejo, so šli najprej čez mejo tiste države, v kateri so pa stopili v eno drugo državo. Ne? In ti, če probaš iti, recimo, to so tudi poskušali begunci jasno narediti, iz bosanske strani na Hrvaško, ti priješ samo do bosanske policije, ki je prva tam ne? In pol ne priješ več naprej, ne? Ni šans, ker te ne spustijo čez, ker nimaš nekega upravičenja, ker si tako brezpraven, ne? Ti sploh do hrvaškega policista ne priješ. Ne? Recimo, sem se pa spomnil enega anekdotičnega primera, ki je mogoče zelo indikativen. Ne? Spomnim se enega primera, ko pa so eni prosilci za azil uspeli priti v Slovenijo, mislim, da nekje tam na vzhodu. Mogoče so šli celo čez Madžarsko ali pa nekako tam na tujskem koncu, recimo. In so se odločili, ko so enkrat bili v Sloveniji, da zdaj bojo pa oni se pošteno obnašali, narekovajih, ker itak to ni nepošteno, da priješ kot prosilec za azil, ti imaš pravico prijeti in zaprositi za azil. No, in so šli na mejni prehod, ampak iz slovenske strani, zato ker so zdaj pa že bili v Sloveniji in so rekli, ok, zdaj pa lahko prijemo do tega mejnega prehoda, ker nas ne bo hrvaška policija zaustavila. Ja, kaj se jim je zgodilo? Prijeli so jih in so jih deportirali na Hrvaško. Pushback je bil. Se pravi, oni so naredili prav. Oni so prav naredili, seveda. Grozljiv sarkazm je, da greš na mejni prehod od znotraj. Od znotraj, ja. Pa še to je v bistvu brezplodno. Ja, ker so jih takoj deportirali. Skratka, to je odgovor recimo na to. Zdaj, mogoče sam zabeležil sem si, ker si vprašala, če nas bodo preplavili. Ne, zato ker če bi že v Sloveniji nastala taka situacija, da bi bilo preveč
beguncev, oni naslednji ne bi več prišli, ker tukaj nimaš kaj iskati. Tako da preplavljanje, mislim, preveč. Če bi tam, kjer se izkaže, da država ne obravnava beguncev tako, kot bi pričakovali, da poskrbi za njih tja, se begunci odidejo drugam. Je pa to, veš, dikcija, ki se uporablja. Zato sem jo, tako kot recimo je tudi samo pogosto vprašanje, dobro, ampak razumemo, da ti Hrvati pa ti Bosanci kršijo vse živo, kar se tiče beguncev, ampak a naša država res krši kakšna pravila ali so to samo te grde druge države? Krši. Jaz sicer mislim, da na drugačen način, ampak sej v bistvu, to je zato, sej sem že tudi rekel, jaz mislim, da naša policija ne bi smela nikogar izročati na Hrvaško. Zato, ker Dublin, gor ali dol, pravo EU, mogoče zato, ker sem ustavni pravnik, če piše v ustavi, mučenje prepovedano, če reče ustavno sodišče, to je pravica absolutnega značaja. Pa če rečeš, prvi dokument, prvi pravni vir, ki mu sledim kot policist, je pač ustava in jaz tega ne počnem. In to bi čist lepo šlo skozi in tudi v Dublin bi se dal to ne tako zelo težko nekako umestiti. Eno stvar sem hotel dodati, ker k temu ABC-ju, ker če se lotiš kdaj mazohističnega scrollanja po komentarjih, pod članki o beguncih. To se pa že davno nehala biti tako mazohistična, ampak kar povej. Včasih malo paše, včasih moraš malo, se mi zdi, se zbost. Se mi zdi, da se še vedno, zakaj ne pridejo na mejni prehod. V bistvu se pojavlja vprašanje, zakaj pa niso oni šli v Damasku na letalo? Se jaz gledam, to niso tako drage karte. In v bistvu, pravzaprav, jaz ne vem, a je to, ljudje, ki to pišejo, se pač nekako norčujejo ali kakorkoli, ampak lahko pa, da res ne vejo, da v bistvu to, ker za tem vprašanjem se skriva odsotnost celega sistema humanega prihoda begunca v varno državo, ki ga Evropa, namesto da bi gradila to, gradi ograje. Dela pač vse, mi bomo zagotovili. To je vse vedno lepo zapakirano. Treba je zagotoviti varnost na mejah, treba je v bistvu poskrbeti, in vedno je tu in ta varnost in preprečevanje kaznivih dejanj in tako naprej. Ampak v bistvu ob tem, da se gradi to, se pa zanemarja ali pa razgrajuje sistem, po katerem bi begunec lahko na varen način prišel. Se v bistvu res, če dobro pomisliš, če rečeš, da je ta človek, ki je napisal ta komentar, dobroveren, pravzaprav se to res sliši kot izjemno elegantna rešitev za probleme ogromno ljudi, seveda. Greš na letalo in... Greš na letalo, kar bi bil verjetno instinkt vsakega od nas, če bi se začel dogajati nekaj groznega, da odletiš nekam daleč. Ampak pravni sistem to onemogoča. Pravni sistem v bistvu predvideva tako visoke sankcije za letalskega prevoznika, ki bi nekoga ilegalno, pod narekovaj, spravil v Slovenijo ali pa drugo državo Evropske unije, da noben noče tega tvegati, noben letalski, ladijski prevoznik. In v bistvu to je sistem, ki ga ni, ampak ki obenem potiska ljudi proti ograji, potiska ljudi proti temu, da tvegajo življenje, in seveda absolutno počne tudi to, da potiska ljudi v roke tistim, ki jih bojo pretihotapili čez mejo. In sam vse plaže, ker mi bomo zgradili ograje zato, da bomo zaustavili organizirane kriminalne družbe, izvajanje kaznivih dejanj, ampak v resnici motiviramo ljudi oziroma jih pehamo v to, da pravzaprav svoje zadnje prihranke dajejo prav kriminalnim družbam. In se izpostavljajo zelo velikim tveganjem. Ker si omenila Kristjana Novaka, je pa še ta pred par leti šla pri Beletrini, mislim, da je Šindelka, en češki pisatelj, Utrujenost materiala. To je tudi ena taka krasna knjiga, ki ti tudi ravno tako te podobe. In tam je v bistvu ravno zgodba enega palestinskega begunca, ki proda ledvico, da si plača pot v Evropo. Kar je gotovo neka zelo pogosta zgodba. Ampak vidiš v bistvu to pač ljudje, ki so pripravljeni tvegati vse in kam gre ta denar, ne v letalsko karto, pa v 100 evrov takse za vizo, če že, ampak v bistvu nekomu, ki zaradi kogar potem evropski davkoplačevalci gradimo ograje in kupujemo podmornice in drone.
Zana, ti pač vsak dan praktično delaš z begunci. Tudi letos jih želite peljati na morje. Povem mogoče za konec kaj več o tem. Ja, v bistvu že od leta 2016 nekako pač se vsako poletje, niti ni nikoli planirano vnaprej, ampak zmeri, ko pride poletje, pač sami begunci pač prihajajo ven s to idejo, da bi bilo pa lepo, če bi šli na morje, ne, ker še niso bili, ali pa tisti, ki so mogoče že bili, da bi šli še enkrat, ker je zmeri tak lep dogodek. Tako da se vsako leto na mal drug način se zorganiziramo, kako pač se naberajo finance, zato pa pač kako cel izlet splaniramo. Tako da letos tudi planiramo, nekje sredo avgusta smo si zamislili, da bomo šli in vsi se ful veselimo. Večina zdaj članov naših, ki bo šlo z nami, sploh še ni bilo ven iz Ljubljane, ker to je tudi ena stvar v tem Janševem zakonu bila spremenjena, da prosilci za azil nimajo več pravice ven iz občine, kjer živijo, kar je tudi kar dramatično, morajo pač dovolilnico dobiti. Tako da ja, za večino bo to nek prvi izlet na morje in še en od teh ne mitov, ampak mogoče ABC, ki ga dobivamo novinari, vi pa gotovo tudi, ki se s tem ukvarjate. Če želiš, da so tukaj, zakaj si jih ne pelješ domov? Ne? Ta je pogosta, ne? Najbolj pogosta. Ja. Vsi smo že veliko ljudi si peljali domov, ampak pač ni to rešitev. Ne? Pač, prvič je glupa stvar za reči, ker pač vsi najbrž, ko se s tem ukvarjamo, smo že pač imeli priložnosti gostiti marsikoga. Ni sploh to problem, ampak druga stvar, ni to, kakšna je to rešitev. To je pač, zato imamo državo, zato imamo se mi lani pogovarjali, ne samo, ko smo bili tukaj z Anjo Golob, mislim, da smo se mi 3 pogovarjali za reševanje stvari in človekovih pravic, oskrbe, zato smo ustanovili države, zato imamo državo in naša država mora poskrbeti tudi za te najranljivejše, med katere begunci in migranti vsekakor spadajo. In je najhujša stvar, kadar se pač take stvari preložijo na ramena dobrih ljudi in humanitarcev. Prvič s tem spet ljudi v stiski izpostaviš nekim možnostim zlorabe, kar smo recimo videli v primeru ukrajinskih beguncev, ko so prišli in se na veliko pozivalo slovenske državljane, naj odprejo svoja vrata, pa smo zelo hitro potem brali članke o nekih sumih na zlorabe ukrajinskih deklet, ki so lahko zastonj živele prekom, pa ne sem pri nas, po celi Evropi. Prvič, to ni rešitev, ker je pač zelo nenadzirana rešitev in lahko marsikoga, ki je v stiski, pahne še v večjo stisko. Drugič pa, ja, to je dolžnost države, to ni zdaj dolžnost aktivistov, plus nimamo teh kapacitet, plus ni prav, da bi na ta način uporabljali to. Ja? Luškan primer, da tega argument, spet čist drugačen diskurs, ko pride za človekove pravice, res verjetno ne bi, ko je pod novico o rakavih bolnikih nekdo objavil tega članka, ne? Ali pa pod novico o otrocih, ki so bili žrtve nasilja, ali pa o, ne vem, starejših občanih, ki rabijo dolgotrajno oskrbo. Ja, psih pa pel domov. Mislim, to je spet zelo veliko več je sprejemljivo, po narekovaji, zelo veliko več se sme reči v tej debati takih neumnosti. No. To se čistri, to je neumno izjava. Ta je ena slabših, ja. Pa se že vsa leta pojavlja. Vidite težavo tudi, če gledamo recimo v druge države, v getoizaciji beguncev, se premalo naredi za integracijo, za to, da bi jih družba sprejela, da bi se oni lahko normalno zaživeli. Uroš, mogoče ti? Težko reči, se pravi, v Sloveniji zagotovo, v Evropski uniji, v drugih večjih državah je pa pol odvisno, mislim, povsod so ali pa v večini držav so drugorazredni, ne? Je pa res, da mogoče tam znotraj svojih skupnosti si ustvarijo en mikrosvet, ki funkcionira vseeno lahko mogoče vsak dan ene begunske družine bolj normalno. Se imamo tudi stike še toliko s tistimi, ki so od tukaj šli recimo v Nemčijo, jaz konkretno z eno družino sem bolj v stiku in oni relativno
Z družino somalske deklice? Ja. No, oni so zdaj vsi v Nemčiji, a ne, in jim je lažje kot tukaj. Ne? Zato, ker tukaj so bili ekstremno getoizirani oziroma odrinjeni. Ne? Tam pa so bolj nekako tudi v stiku s svojo skupnostjo, pa več je možnosti. Pa tako, ne. Generalno je pa to pravo vprašanje. Ja, seveda, vprašanje integracije je zelo pomembno, eno največjih v Evropi. No. Ja. Mogoče sem še to omenila, da pač ta somalska deklica je pač zgodba, ki smo jo vsi spremljali pred leti. Bila neka taka zgodba, ki so jo Slovenci nasprotju s kakšnimi drugimi zgodbami zelo lepo sprejeli. Nekaj, kar je izgledalo, da se ne bo nikoli rešilo, da se ne more rešiti, da je 1000 birokratskih preprek, se je potem tudi seveda po zaslugi tebe pa verjetno tudi Mete Roglič. Predvsem pa pravnikov. Pravnikov, ampak je pomembno, da je to tudi, če pridejo zgodbe v javnost, to je izjemno pomembno. Ja, takrat, ko je ta zgodba prišla v javnost, je potem tudi politika reagirala ravno obratno. No. Sej, mogoče je bilo celo podobno na začetku, so nasprotovali, zato ker tudi niso čisto vedeli, kaj je vsebina tega. Ne. Podobno kot zdaj, ki se je zgodil pri tem mnenju vlade, ker zdaj pravijo, da niso vedeli, o čem so glasovali. Takrat so tudi v bistvu nekako iz nevednosti po neki inerciji inštitucije zavračale prihod otroka v Slovenijo, ki je bil evidentno ogrožen, ker je bila deklica sama v Afriki. In je prišla k sestri, ne? Je prišla k sestri, ja. Družini. Ja. In potem je pa celo politika se zavzela in so kar organizirali en tak reševalni tim in so jo zelo hitro pripeljali sem na en čist svojstven način, pa so pa še v bistvu vse skupaj potrdile še pravne inštitucije, oziroma cel status bil pol potrjen. Ampak nažalost, tako kot sem prej rekel, kljub temu, da se je ta zgodba srečno končala in je družina kar nekaj let pol še živela v Sloveniji, so enkrat prišli do točke, ko pa so ugotovili, da ne morejo več, ker je pač integracija toliko težka. Ne. Za somalijsko družino še bolj kot za mogoče kakšno drugo. Ne. Ja. Bi tukaj morala Slovenija torej tudi narediti še več? Ja, absolutno. Ena stvar, ki jo opažam v tem vsakodnevnem delu je, kar se tiče integracije, ljudje brez težav dobijo službo. To ni, tudi zdaj, ko se je spremenil zakon, da lahko delajo prosilci za azil že po 3 mesecih, ne po 9. Teden, 2 vsi delajo. Problem nastane, ko je treba se izseliti iz azilnega doma in si ustvariti svoje novo življenje, na svojem, torej v najemu, ko ljudje, tudi kljub temu, da delajo in imajo svoje prihodke, ne morejo najeti dostojne sobe, kjer bi lahko živeli. In imamo pač odrasli ljudi v 30, 40, ko si moraš še zmeraj deliti male sobice s pogradi z več drugimi ljudmi iz iste države, pa z nekaj isto situacijo, ker si ne morejo privoščiti, da bi imeli, ne vem, saj svojo sobo ali pa garsonjero ali pa sobo z oknom. To je luksus, če si begunc, da lahko najameš sobo z oknom. Skratka, delajo lahko, živeti pa ne morejo, ker ni poskrbljeno na tem področju nič. Ljudje si morajo iskati nastanitve na prostem trgu nepremičnin. Pač grejo na nepremičnine.net, grejo na Bolho in tam gledajo in potem so tam hodijo gledati ta stanovanja, kjer jim delajo konkurenco slovenske študentke, 1. letnika, brez živali in brez fanta, ki pač imajo prednost pač pred njimi. Ne? In potem pač ljudje najemajo take popolnoma neprimerne sobe in je pač to katastrofa. Delaš, imaš denar, ampak ne moreš najeti sobe, v kateri bi lahko dostojno živel, kaj šele garsonjera. Ker si begunec. Ker si tamen, ker to pa največ predsodko slišiš. Ko kličeš za stanovanja, dober dan, sem videla vaš oglas na Bolhi, iščem sobo za prijatelja, ki prihaja iz Afrike, iz kjerkoli že. Tam šele se naposlušaš ABC stereotipov o beguncih. To pa kar ne šparajo z besedami, najhujše. Kaj pa dela? V službo hod, pa v šolo. Priden, sem mislil, da črnc noben ne dela. Torej v stilu komentarjev. Ja, v stilu, ja. Iskanje sobe, kot da se pogovarjaš v živo s temi komentarji.
Tako da ja, je kar. Najlepša hvala vsem trem, da ste prišli v NN podcast, da ste bili naši gostje. Hvala tudi za vse, v bistvu, kar počnete, vsem trem v vaših službah oziroma tudi v prostem času. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Še NN podcast je bil to in že naslednji teden smo spet na zvezi.